Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta v Ljudskem vrtu. Pred nami je torej največji slovenski derbi, obračun med Mariborom in Olimpijo v 12. krogu prve lige Telemach. Drugi derbi je to v tej sezoni, prvega je dobila Olimpija s 3-1 v Stožicah, to je bilo 1. avgusta, tekmi proti Domžalam, pred kratkim v Stožicah pa odigral odlično. Rudi Božek Vacaš, ni še izšla njegova podaja, pa potem strel Sikoška, prvi strel torej na derbiju in pripravljen je bil Nejc Vidmar. Nadaljuje se akcija gostiteljev. Rudi Božek Vacaš, odlična podaja, Sikošek še vedno, Sikošek proti drugi vratnici. En okvir vrat je preprečil vodstvo Maribora. Motrinski, Vrhovec. Zdaj je upetal napad, ponovno priložnost za Maribor. Podaja v kazenski prostor, tam v skoku. Tal priložnost, brani Ašbejuk. 29. minuta, predložek Elšnika, najvišji skok Mitrović, pa potem Aldair. Voloder podaja prostor, Sikošek se lepo odkril, Sikošek v sredino, Motrinski, oda žoga mimo vrat. Lamin Tal in Komba Breznik podaja, tu je zdaj priložnost za Ljubljančane in brani Jug med Taborom in Domžalami. Ostali tekmi tega kola bosta na sporedu jutri. Žugel zdaj v lepi akciji, Žugel! Toda sijajno, Nejc Vidmar. Vrhovec, požrtovalno, toda brez pravega učinka. Špehar. Odkrival se je Lamin Tal, Špehar s podajo, skuša priti do žoge, hrvaški nogometaš Špehar! Toda brani Jug, lepa priložnost zdaj za Olimpijo. Alvir. Mutavčič, dobro se je znašel Mutavčič, to zna biti nevarno. Mutavčič, Koderman pred vrati, ostaja 0-0. Kakšna priložnost za Maribor, tam je potem bil tudi Kronaveter in pa Žugel. Andrejašič je v tej sezoni le 6-krat dobil priložnost, Lamin Tal do strela z glavo, toda žoga precej mimo vrat Juga. Že precej načet, hitro je žogo zapravil hrvaški nogometaš Marko Alvir, Aldair na drugi strani, Aldair, brani Jug, pa potem strel Tala prek vrat. Kakšna priložnost, neizkoriščena, neverjetno. Olimpije v Ljudskem vrtu se nadaljuje. Kaj je bilo krivo, da ste naposled ostali brez paketa 3 točk? Mislim, da smo od začetka imeli 3 zelo dobre šanse, spet iz določenih nepremišljenih podaj smo pustili nasprotniku, da je prevzel igro. Potem v drugem polčasu smo mi bili tisti, ko smo imeli inicijativo. Tudi 2-3 dobre situacije, bi rekel, z boljšim zaključkom, boljšo zadnjo podajo je bilo dosti boljše, na koncu pa lahko rečem, da smo tudi imeli srečo in lahko rečem, da je danes tudi vratar Jug odbranil 3 odlične situacije. Na vrsti je reprezentančni premor, najbrž vam bo kar dobro delo nekaj počitka. Sigurno, tudi današnja poškodba Vrhovca se pravi pripeljala do tega, da smo mogli malo drugače menjati od tega, kar smo zamislili. Ampak nimamo kaj, tudi pomembno, da nismo tekmo izgubili, škoda edino, ker nismo končali niz nepremagljivosti Olimpije. Zdaj bomo v pauzi naredili vse, da se ekipa regenerira in tudi, da se pripravimo za nadaljevanje prvenstva. Z mano je Max Selšnik. Zdelo se je, da bolj se tekma bliža koncu, Olimpija stopnjuje na koncu, pa vam je, kot kaže, znova zmanjkalo nekaj konkretnosti v napadu. Pa ja, tudi mi smo imeli tako občutek, zaradi Bakre je rekel, da se vidi, da nasprotnik nekoliko popušča fizično in da ne zdaj stopimo na gas. Nismo krožili žogo, probali žoči in predložki v priložnosti
priložnosti. Na koncu je prišlo do tiste smrti, ki je žal nismo izkoristili. Potrebno je bilo malo bolj mirnost, sem videl okvir, pa bi zmagali. Ampak to je nogomet 0-0 v Ljudskem vrtu, neporažen nadaljuje, sploh na derbih. Tako da mislim, da smo vseeno zadovoljni za srečanje. Tudi za vas je na sporedu reprezentančno okno, prvič oblekli dres s državnim grbom, kakšni so občutki? Zelo veliko veselje, ko me je selektor izbral na vrsto, o tem sanje, zato se igra, res nam je to končno uspelo in se kako malo vrnil proti Rusiji.